Kaj pa tako kitajska medicina, ne, s tem, ki si se lotil malo kasneje po tej zahodni medicini, ne? Jaz sem sicer nekaj let živel v Pekingu in sem spoznal zdravnico kitajske medicine, ne? In sem po tem najnem pogovoru šel mal na Google, na Wikipedijo, ne? In tam piše, da to ni oziroma priznana znanstvena metoda in takrat sem jaz to pustil, a ne, v tistem svojem načinu operiranja, ne, ki je zdaj malo drugačen, ne. Nisem se srečal več s tem od takrat, ne. Kaj bi pa ti rekel, prej sva rekla pomanjkljivosti zahodne, nekaj si omenil pomanjkljivosti kitajske medicine, ne? Kje pa ti vidiš, da mogoče lahko zahodni svet se nauči nekaj iz kitajske medicine, no? Kje so tisti največji nauki ali pa vrednote? Pač bom ti poskušal odgovoriti dvosmerno, ne. Sem prepričan, da so se Kitajci veliko hitreje in bolj uspešno okoristili od zahodne medicine, kakor zahodna od njih. Zdaj pač ta zgodba, da na našem koncu sveta nekako je raziskovanje in uporaba tega omejena na neki tak, jaz bi rekel, kozmetični, bolj fasadni nivo, seveda, ki ima tudi neko svojo tržno dimenzijo, ne, ampak jaz pravzaprav zelo težko potegnem neko ostro črto, da rečem, da bi jaz zdaj to zdravo samo tako ali pa samo tako. To je predvsem odvisno od tega, kaj človek želi in kaj je pripravljen storiti, ne. Ker veliko poti pelje v Rim, ne, odvisno je, kjer izbereš in da tam prideš, ne, to je cilj. In zgodba kitajske medicine in njene znanstvenosti sploh ni pod vprašajem. Vprašanje je samo, katera družba to želi sprejeti v svoj prostor, ker tu imamo absolutno tudi komercialne interese, imamo seveda neke družbene nivoje, podnivoje in jaz komuniciram in imam kar nekaj strank iz sveta zahodne medicine in marsikdo, ki se ukvarja s tradicionalnimi sistemi zdravljenja, ima tudi seveda to moč direktnega preverjanja, ker dejstva ne moramo pohoditi. Skratka, če nekoga nekaj boli in mu daš, 5 iglic in ga neha boleti, ne. Samo je tvoje vprašanje, ali ti to lahko razumeš s svojim predznanjem in ali te to zanima, da bi razumel. Ker če te zanima samo, da te neha boleti, potem se to neha in ti si potem objekt, ki je doživel eno subjektivno izkušnjo, ki je pozitivna in zdaj vsakič, ko bo človeka zabolelo, on se bo spet obrnil k kitajski medicini, recimo, ne. In enako je z, zdravilstvom, enako je z mnogimi metodami, ampak nihče ne bo uspel pohoditi kitajsko medicino kot medicino, ker bi je vsi radi tlačili kot zdravilstvo, zato ker je že zdaj v Ameriki več univerz, ki učijo kitajsko tradicionalno medicino, kot univerz, ki učijo zahodno medicino. In zato, ker je kitajsko ljudstvo tako mnogo številno in ker ima močno industrijo za sabo, ker je ogromno tudi teh bi rekel, farmacevtskih vej, ki preučujejo aktivne sestavine kitajskih zdravil, ampak tu pa pridemo spet na tržno nišo, ne, v kateri se pač vsaka industrija bori za svoj prostor. In jaz v tej borbi ne sodelujem, tako da ne znam detajlov, ampak vem, da praktično ta množična raba zdravil za vsak slučaj dejansko prinaša največje dobičke, ne, in da so kronični pacienti tudi najboljša tržna niša, da se karkoli proda, od vitaminov do resnih zdravil, ne. Jaz ne spreminjam terapij, to delajo tisti, ki jih predpisujejo, ne. Mislim, jaz ne vplivam na zahodno zdravljenje. Je pa treba seveda ljudi opozarjati, ko spremenijo življenjski slog, ko se posvetijo dihalni in telesni vadbi, lahko se marsikatera bolezen ali bolezensko znamenje umili že zaradi tega, ne.
In potem je seveda treba iti zdravniku, pač pa prilagajati terapijo, eno ukinjati, mogoče zamenjati in tako dalje. To so vse dosta resna področja, bi rekel, hibridizacije in integracije, ki žal pri nas nima glih dost prostora in niti ne vem, ali se bo to sploh zdaj zgodilo, ker se že, bom rekel, dobrih 20 let prizadevam v to smer, pa nekako nisem dobil občutka, da smo tukaj zaželeni kot neka integrativna stroka. In z tega vidika vsakdo pač mora prevzeti odgovornost za to, kar dela in za to, kar želi. Torej pač pri zdravju in iskanju zdravja, ker ljudje danes, jaz mislim, da najraje hibridizirajo in v bistvu veliko pacientov integrira medicino po svoje, kar ni slabo, ampak je včasih malo potratno, mogoče včasih malo predrago, malo zavajajoče, malo se časa zgublja. In za nas, ki smo se učili recimo obe medicini, jaz mislim, da je pač ta prednost, da ne zgubljamo čas, da če vidimo pač, da gre za resno okvaro, da ljudi ne zavajamo in da jih pač pravočasno usmerimo tam, kam morajo iti, in da je to ključ neke dobre združene medicine prihodnosti, ker naivno je človeku obljubljati stvari, ki jih pač ne moreš narediti. Ja. Ker v tem poskušanju se izgubi veliko časa in izgubimo človeka.